Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. In tudi ta večer prisrčno pozdravljeni, dragi bratje in sestre, z Rajno Marijo Knez obhajamo nocojšnjo svetomašno daritev. Gotovo pa vsak od nas pred Gospoda tudi ta večer prihaja z vrhanim srcem hvaležnosti, pa tudi številnih prošenj. Za uvod v to svetomašo zgolj vstop v tisto individualno učno uro, ki si jo je privoščil Nikodem neke noči pri Jezusu, pravzaprav večkrat je skrivaj kot farizej zahajal k Jezusu. Danes poslušamo nadaljevanje tega čudovitega dialoga. Mi pa odprimo svoje srca, da ga bomo začutili kot besedo Boga vsakomur od nas. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, pomagaj nam, da bomo povsod izpričevali moč vstalega Kristusa. Njegovo vstajenje je poroštvo našega vstajenja, naj ga vsej slavi dosežemo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in duha. Tudi ni nihče govoril, da je kaj tega, kar je imel njegovega, ampak jim je bilo vse skupno. Z veliko močjo so apostoli pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa Kristusa in obilje milosti je bilo nad vsemi. Nobenega ubogega ni bilo med njimi, kolikor je bilo namreč posestnikov zemljišč ali hiš, so jih prodajali in ceno za prodane stvari prinašali ter polagali k nogam apostolov. Delilo pa se je vsakemu, kolikor je kdo česa potreboval. Tako je Jožef, ki so mu apostoli dali priimek Barnaba, Levit doma s Cipra imel njivo, jo prodal in denar prinesel ter položil k nogam apostolov. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, Gospod je kralj veličastva. Gospod je kralj veličastva. Gospod je kralj, oblekel je veličastvo. Gospod je oblekel moč, se opasal. Utrdil je vesoljstvo, da ne omahne. Gospod je kralj veličastva. Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne. Tvoj prestol je trden od pradavnine, od vekomaj si ti. Gospod je kralj veličastva. Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva. Tvoji hiši pristoja svetost, o Gospod, na večne čase. Gospod je kralj veličastva. Aleluja. Če ste vstali s Kristusom, iščete, kar je zgoraj, ker je Kristus sedeč na Božji desnici. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu, slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: resnično povem ti, treba vam je, da se rodite znova.
Veter veje, kjer hoče in njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Nikodem mu je odgovoril, kako se more to zgoditi? Jezus mu je rekel, ti si Izraelov učitelj, pa tega ne veš. Resnično povem ti, kar vemo, govorimo in kar smo videli, spričujemo, a našega pričevanja ne sprejemate. Če sem vam govoril o pozemeljskih stvarih in ne verujete, kako boste verovali, če vam bom govoril o nebeških? Nihče ni šel nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Skratka, Nikodem ostaja na učni uri na temo novega življenja in prerojenja v krstni vodi in svetem duhu, umreti staremu človeku in biti prerojen v novo življenje. Zdi se kot nekaj, kar je človeku pisano na kožo. Zdi se, kot da je to nekaj, po čemer človek po naravi hrepeni. Pa ni tako preprosto. Kristjani so in smo pred podobo krsta od nekdaj gledali v vodah Rdečega morja. V prehodu, ki je za Izraelce pomenil ločnico med starim suženstvom in upanjem novega, svobodnega, polnega. A pot v svobodo ni bila lahka in nikoli ni. In postajala je stvar vsakodnevne izbire, vsakodnevnega da. Da, vztrajali bomo tudi danes na peščeni poti, ker obljublja svobodo in dostojanstvo. Da, tudi za ceno naporov, za ceno enolične hrane in žeje pod žgočim soncem. Da, celo brez gotovosti, kdaj in kje bo nastopila tista obljubljena dežela. Da, zato ker je to Jahvejeva obljuba. Ampak, kmalu se je oglasil skušnjavec. Grešnemu človeku poslušati Boga in verjeti njegovi besedi, njegovi obljubi, še zdaleč ni nekaj preprostega in lahkega. Skušnjavec v takih trenutkih ne le skrivnostno šepeta, ampak včasih kar kriči, obrača človekov pogled nazaj, slika rajske podobe polnih loncev tam v preteklosti. In Izraelcem se je kmalu zahotelo starega, preverjenega. Kaj zato, če so bili sužnji? Kdo bo razmišljal o poteptanem dostojanstvu, ko pa so bili menda ob polnih loncih mesa? Se tudi vam zdi ta podoba tako zelo aktualna? Čas, ki ga živimo, čas epidemije, čas, ko se je svet zaustavil, mi pa smo v glavnem ostali doma, je pravzaprav slika poti po puščavi. In lepo smo si osmislili vse to naporno dogajanje. Ostajati moramo sicer doma, pa sej doma je najlepše, tako pravijo že ljudski pregovori. Naši živi socialni stiki so vezani večinoma na naše družine, pa sej to je tisti čas, ki nam ga je vselej primanjkovalo, smo si rekli. Ne smemo na delo, pa sej počitek tudi prija. In kako lepo je imeti končno čas za reči, za katere si ga nikoli nismo uspeli najti. Koronavirus nas uči, odpira nam oči, si pripovedujemo. Vse, na kar smo stavili svoje življenje, se je nenadoma znašlo na majavih tleh. Prepoznavamo, kako velika je moč solidarnosti. Koronavirus lahko premagamo samo s kolektivnim, odgovornim obnašanjem. Logika večne gospodarske rasti, ne glede na ceno, ki jo taka ekonomska ideologija izstavlja človekovemu dostojanstvu, njegovemu zdravju, pa tudi zdravju planeta, se je pokazala kot neskončno kratkovidna in kar absurdna. Zahrepeneli smo po resničnih odnosih. Živo smo začutili, da smo zares družbena bitja, ki se uresničujemo
in udejanjamo samo ob svojih bližnjih, v medsebojnem druženju, zaupanju. Odkrili smo knjigo in nasploh čarobno moč literature, glasbe in vsakovrstne umetnosti, ki nas uspe na krilih domišljije odpeljati izven ujetosti lastnih 4 sten. Odkrili smo lepoto narave, opazujemo in fotografiramo cvetove, žuželke, navdušujejo nas barve, odsevi, toliko drobnih lepot, ki so bile tu že od vekomaj, pa jih odkrivamo na novo. In ob tem so tu še nova spoznanja. Spoznali smo, da je več vredno lastno zdravje in izpolnjujoči odnosi kot prestižna znamka avtomobila. In da je počitek lahko enako učinkovit, če se lahko peš odpravimo na domač hrib nad mestom in da nam zanj ni treba odpotovati na drugi konec sveta. Nova obzorja vidimo od doma, nove vrednote smo zaslutili. To je prehod, Rdeče morje, puščava. In začutili smo bližino Boga. Tudi meni samemu je ta čas misijon. Nikoli nisem bil tako zares blizu Bogu. In nikoli prej nisem tako živo čutil, da je res z menoj, da je moje delo nekaj, s čimer vstopam v njegove načrte. Nikoli v življenju nisem v enem samem dnevu tolikokrat pokleknil pred njegovo sakramentalno prisotnostjo. In vem, da v tem čutenju nisem sam. Vidim, berem, slišim pričevanja in resnične zgodbe o novem odnosu do Gospoda. Nenadoma smo mu dovolili, da biva v naših družinah. V mnogih domovih ste mu odkazali precej obilnejši čas, kot ga je imel kadarkoli. In nenadoma je dobrodošel pri marsikom, ki ga je še nedavno gledal s prezirom ali omalovaževanjem. In mnogi ste mi povedali, kako čutite našo duhovno bližino, resničnost naše skupnosti, resnično cerkev, mora celo veliko bolj kot kadarkoli, ko smo se smeli drenjati v cerkvenih klopeh, klepetati pred cerkvijo, načrtovati in praznovati cerkvene in župnijske praznike in se družiti v skupinah. Misijon, duhovne vaje, prehod, puščava, vse to je tale epidemija. Na koncu se nam odpira upanje nečesa novega, bolj resničnega in polnega življenja, pravih vrednot, družbene ureditve, ki postavlja na prvo mesto človeka, njegovo dostojanstvo in ki je prav posebej občutljiva za najbolj ranljive in uboge. Odpira se nam pogled upanja na tisto, kar nam opisuje današnje berilo kot prizor, ki je mogoč. Življenje krščanske skupnosti kot model družbenih odnosov. Množica teh, ki so verovali, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni govoril, da je kaj tega, kar ima njegovo, ampak jim je bilo vse skupno, nobenega ubogega ni bilo med njimi. Z veliko močjo so pričevali o vstajanju Gospoda Jezusa in obilje milosti je bilo nad njimi. Vse to je obljuba na koncu te naše puščave. A tu sledi, podobno kot pri starih Izraelcih, tisti velik ampak. Izraelcem je pot po puščavi kmalu pričela presedati. Njihove dvignjene glave so se sklonile in njihove oči več niso gledale upanja, svobode in dostojanstva na koncu poti, ampak samo še nadležen pesek pod stopali. Tudi nam se tu izpisuje velik ampak. Ampak bomo vztrajali? Bomo enkrat, ko bomo že pozabili, da smo bili nekoč sužnji časa, dobička in ekonomije, a bomo enkrat, ko bo pot čez puščavo z maskami na obrazu postala že skrajno neznosna in ko nam bodo v našem beduinskem popotnem domačem šotoru počasi pričeli že prav vsi naši bližnji iti na živce, a bomo tedaj še vedno ohranili pogled upanja na tisto novo, na tisto bolj resnično in polno na koncu. Tako kot tega zanj odličnega trenutka ni izpustil pri starih Izraelcih, tudi na našo sceno stopa skušnjavec. Kakor je njim, bo tudi nam, če že ni začel pripovedovati svojo zgodbo, seveda lažno, a to bomo spregledali.
Izraelcem je skušnjavec, in to ne prvič in ne zadnjič, pričel slikati podobo hudobnega in grdega Boga, Boga, ki jih je izpeljal samo zato, da jih bo v puščavi pomoril, in Izraelci so mu skušnjavcu verjeli in zahrepeneli po starem. Niso več zmogli pogleda naprej, ustavili so se in sanjali o starem, o tistih loncih polnih mesa, ki jih verjetno sploh ni bilo. In mi bomo vzdržali, ko se bo oglasil skušnjavec, če se že ni, se zagotovo bo. Če se nam zdaj zdi še izziv, bo slej ko prej vse to postalo zares naporno in zares odveč, bomo takrat ohranili upanje? Bomo ohranili vero, da nas na koncu čaka svobodno življenje, več resničnega dostojanstva, bolj človeška družba, če tudi bo to pomenilo manj udobja, slabšo znamko avtomobila in manjši znesek na računu? Bo nam uspelo ohraniti vero, ohraniti upanje, ostati na poti naprej v novo življenje, ki se nam danes kaže kot čudovita Božja obljuba? Zdaj, če je ta moja zgodba na začetku zvenela svetlo, potem pa se je pričela mračiti, vam povem, da je pa tu zdaj čisto na koncu ena sama luč. Namreč mi smo na neizmerno boljšem, kot so bili stari Izraelci. Mi namreč ne tavamo po brezpotju, ampak hodimo za Jezusom. Hodimo sicer čez puščavo, ampak po uhojenih stopinjah. Zato Jezus Nikodemu pravi, nihče ni šel v nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, sin človekov. Uspelo nam bo, če ostanemo z Jezusom samo tako in zanesljivo tako. Amen. Dragi bratje in sestre, Jezus ljubi svojo cerkev, daroval se je, da bi jo posvetil in ohranil sveto in brezmadežno v vseh svojih udih. Prosimo ga. Gospod, daj svoji cerkvi duha ljubezni in veselja do življenja, da bo znala brati znamenja časov in bo tako vedno blizu ljudem. Prosimo te, usliši nas. Prvim kristjanom je bilo vse skupno. Vodil vse, ki so odgovorni za pravično razdelitev zemeljskih dobrin. Prosimo te, usliši nas. Odpri srce svojih vernih, da bodo sprejemali navdihe Svetega Duha in pričevali o tvojem ustajanju. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj mladim družinam, da ti bodo ostale zveste in se bodo z veseljem odločale za novo življenje. Prosimo te, usliši nas. Svojega sina si sprejel na svojo desnico, z njim pa tudi nam pripravil prebivališče pri tebi, da naši rajni gledajo tvoje obličje. Prosimo te, usliši nas. Pa še ena prošnja s terena. Naša župljanka prosi za družino, ki trpi zaradi posledic zlorabe alkohola. Gospod, vodi jih na pot svobode. Prosimo te, usliši nas. In še prošnja za zdravje. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Čutim te, moj Gospod, tvoj pogled me spremlja povsod, iz tebe živim, stvarnik sveta, tebi hitim, luč neba. In vsak moj
boj se začne, vedno znova vstopiš v moje srce. Kdor potreben je pomoči, v slehernem od njih se kažeš mi. Le s teboj premagam vse prepreke življenja. Le s teboj širim ljubezen toplino vsakomur. Vidi le s teboj, o Gospod. Le s teboj premagam vse prepreke življenja. Le s teboj širim ljubezen toplino vsakomur. Vidi le s teboj, o Gospod. Le s teboj premagam vse prepreke življenja. Le s teboj širim ljubezen toplino vsakomur. Vidi le S teboj, o Gospod. Vidi le s teboj, o Gospod. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo zahvalno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi vsem nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zahvaljujemo se ti, Bog naš Oče, da si nas poklical v življenje. Nikdar nas ne pustiš samih na naši poti, temveč si nam zmeraj blizu. Nekdaj si vodil Izraelce skozi puščavo, ker ni bilo poti, zdaj pa spremljaš cerkev, novo Božje ljudstvo z močjo svojega duha. Tvoj sin nam skozi sedanji čas utira pot v veselje večnega življenja. Zato prepevamo z vsemi angeli in svetniki hvalnico tvoje slave in ti vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naših poteh, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim prvim učencem tudi nam razlaga Sveto pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega svetega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel novo življenje in stal poveličan v Božji slavi. Ozri se na to našo daritev, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Frančišek, naši škofje in vse tvoje ljudstvo z veseljem in zaupanjem hodili po tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Dobri oče, usmili se naši bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, rajne Marije Knez in vseh rajnih, kateri vero edino ti poznaš, obudi jih k novemu večnemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi vse nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Da bi v nas bil vedno glasnejši glas Očeta kot skušnjavca, da bi verjeli obljubi in hodili, ostali na poti za Jezusom, čeprav je pot čez puščavo, čeprav je naporna in dolgotrajna, v veri, da nas na koncu čaka luč, upanje in svetlejša prihodnost, kot si jo zmoremo zamisliti v svojih najlepših sanjah. Skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, in nam podari mir. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vsi poprosimo za prejem duhovnega svetega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
Zahvalimo se. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo. Hvala za tvoj objem. Hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Potrebno je bilo, da je Kristus trpel in vstal ter tako šel v svojo slavo. Aleluja. Molimo. Bog naš Oče, usliši naše prošnje, ta sveta zamenjava darov naj nam v sedanjem življenju tako pomaga, da bomo dosegli veselje v nebesih po Kristusu našem Gospodu. Amen. Čeprav čez puščavo hodimo po uhojeni poti, hodimo za Jezusom, ustrajamo na tej poti in želim nam, da bi tudi za naše male cerkve, naše družine, naše skupnosti veljalo tako, kot je zapisano v današnjem berilu za prvo krščansko skupnost. Množica teh, ki so verovali, je bila eno srce in ena duša. Z veliko močjo so pričevali o vstajanju Gospoda Jezusa in obilje milosti je bilo nad vsemi. Naj bo obilje milosti nad vsemi vami ta večer in to noč. Gospod z vami. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.